Mirana, če začne, kar na začetku, tvoj roman Pripovedovalec se začne z naštevanjem imen in priimkov, ki jih je glavni junak pravzaprav zamenjal. In meni se zdi to pravzaprav skoraj ena taka kišovska drža. Mi vemo, da recimo v grobnici za Borisa Davidoviča Kiš najprej našteje, pod katerimi imeni vse je deloval, in takrat pravzaprav že na prvi strani zaslutimo, da gre za neko zelo pestro usodo, in dejansko, kot piše potem tudi na platnici, gre za človeka, ki je zamenjal 6 in skoraj 7 uniform. Gre pravzaprav za zgodbo posameznika v 20. stoletju. Kje si dobila pravzaprav navdih, kje si našla temo? Temo sem našla v pogovorih. En moj prijatelj je povedal enkrat en detajl, kaj je doživel njegov oče. In to je bilo potem kakšnih 10 let zakopano, ampak ta detajl je mene spremljal, čeprav sem že malo pozabila nanj, pa kako je točno bilo. Potem sem ga pa čez nekaj časa vprašala, veš kaj, kako je že bilo takrat, kaj se je že zgodilo, pa je rekel, veš, da sem tudi jaz pozabil, pa ne vem točno, ampak mogoče bi ti pa bil pripravljen to povedati. Zdaj je pač že toliko star in tako naprej. In potem sem ga ene 2-krat, 3-krat obiskala in je ta zgodba prišla na dan. Meni se je zdela zelo fascinantna in se mi je zdelo, da je vredno, da jo zapišem. Seveda je veliko izmišljenega tukaj, ampak v glavnih potezah in postajah pa ta zgodba kar je taka, kot mi jo je povedal. Skratka, ne pravzaprav, ti si imela že v prejšnjih 2 romanih, v Bibavici pa v Babuškinem kovčku, si se pravzaprav ukvarjala z zgodovino, z nekim časom, ki ga nisi živela, ki ga je bilo potrebno rekonstruirati, ampak tam smo imeli zmeraj občutek, da gre za neke zgodbe, ki so pravzaprav neko nasledstvo, neka očetovina vsake družine, da so bolj naslonjene mogoče na neko neposredno pričevanje in pa da gre hkrati za neko sago, kolikor saga pravzaprav opisuje življenje skozi različne čase in spremembe. Tukaj je pa pravzaprav en posameznik, ki je vržen v ta mlin zgodovine. Skratka, tebe je ta močna, izstopajoča figura in pa ta usoda nekoga, ki je sodeloval pri zelo različnih stvareh, ki so se v Evropi iz časov med obema vojnama pa pravzaprav do neke sedanjosti zgodile. Ja, meni se zdi, da je ta posameznik, ki je izjemen in sposoben pravzaprav spoznati, kakšne so njegove možnosti v kolesju, ki melje, ki se vali in moraš biti izjemno imeti nadzor nad sabo in nad svetom in ocenjevati sproti, kdaj se lahko upreš, kdaj se ne moreš upreti, kaj bo zate boljš. Ta sistem preživetja me je vedno zanimal. Zato, ker se mi zdi, da zanimajo me možnosti, kakšne imaš, ker me te totalitarni sistemi me plašijo in potem se vsak posameznik vpraša, ja pa, a so možnosti, da preživim in kakšne so možnosti, če do tega pride, in me sposobnost preživeti, ampak z glavo in z razumom in sposobnostjo me pravzaprav zelo fascinirajo. In tudi ti dogodki, zgodovina se mi zdi, to, kar imamo mi za zgodovino, se mi zdi tak konstrukt. Imamo eno splošno zgodovino, napišejo jo zmagovalci, ampak posamezniki pa vedo, da
to ni tako, da je to precej bolj zaguleno in se mi zdi, da moraš biti zelo pameten, pa še tudi to ni dovolj, tudi srečo moraš imeti. Sreča ima veliko vlogo, ampak če ti ne pripraviš prostora, kamor se bo usedla, je čisto vseeno. Če sreča v ekstremnih razmerah nima sedeža, kamor jo boš posedel, ko bo prišla, bo šla mimo in se ne bo zgodilo nič. In to, kako se pripravi sedež za srečo, za preživetje, to me je zanimalo. Zato, ker v takih razmerah, ki jih doživlja ta moj Nikolaj, upor brez glav čisto nič ne pomaga. Gre pa za to, da se mogoče bo kdo rekel, jaz sem pa ohranil ideale, pa sem ohranil čast, ampak kaj če ti čast in ideali in pokončna drža, če si mrtev. Lahko obnoviva nekaj teh njegovih postaj. Pravzaprav se on, sin očeta revolucionarja, pridruži pravzaprav recimo temu delavskemu gibanju. Ja. Oni mu tudi priskrbijo prva ta proizvodna sredstva, če tako rečemo, potem, ko se gre malo podjetništvo in pomaga. Voziček, ja. Tako. Pa je pa prva postaja je pa pravzaprav to, da hoče iti za prostovoljca in obtiči nekje v takrat nastajajoči tvorbi ustaški, tako nezavisna država Hrvatska, in tega takrat ta prvič pravzaprav gre prostovoljno v boj, Ja. ta drugič pa tudi, gre pa v partizane. Ja, obakrat gre prostovoljno in prvič je star 16 let. Mi si danes sploh ne moremo misliti, kaj bi 16-letnik delal in kako, ali pa 17-letnik, kako bi se sploh odločil za kaj takega. Ampak njemu se to zdi, pa on pravi, pa to je pa ja nekaj iti na borbo s takimi, s španskimi borci in z revolucionarji, ki so pravzaprav izvedli v resnici tako mobilizacijo. V Novem mestu sta se kompoziciji razšli, kot piše, in on nima pojma, kaj je vojna. On misli, da je vojna junaštvo, kar pravzaprav vse propagande trobijo, se drugače ne bi dobili ljudi. In potem je kar precej izgubljen tam v Zagrebu, ker nič ni tako, kot bi moralo biti, kot si on predstavljal. In gre prvič pravzaprav, ima srečo, da ga pošljajo nazaj, ker je toliko mlad, drugih tudi morda so koga zadržali, pravi ljudje so izginevali in on gre že na svojo, pravzaprav pa prvo pravo preizkušnjo, ko mora priti peš iz Zagreba, ker vlaki več ne vozijo. In ta njegova, zdelo se mi je, da je treba pokazati, da ta njegova samozavest neprestano rase. Saj, če greš peš iz Zagreba proti domu, pa imaš 16 let, pa se znajdeš s tistim, kar najdeš v poti, za takega mulca mora biti to že kar izkušnja. On jih je imel že tudi prej, z vozičkom in z delom v gostilni in tako naprej. To so bile grenke preizkušnje. Ampak tudi to, da je prišel peš domov, je na nek način bila ena taka njegova majhna zmaga. Na koncu romana, ali pa proti koncu, pa pride spet iz Zagreba, pa z vlakom, pa s čist drugo predstavo o vojni in takrat že zelo dobro ve, za kaj gre. Vrata, sem napisala, vrata v vojno so bila zanj še zaprta takrat, ko je šel prvič v Zagreb. Ko je pa šel iz Zagreba, so bila pa ne samo vojno, še v kakšne druge pekle na stežaj odprta. No, tudi potem se pridruži pravzaprav tem zgodnim partizanom, ki jih zelo hitro razhajkajo. On ima neko srečo takrat, da zboli in gre k sorodnikom na Koroško. Res ima srečo, ker če se ne bi tisti komisar za njega zanimal, ker ga je osebno poznal, bi verjetno tam umrl. Ja, Bog ve kakšne. Leta partizanščine so bila pred temi osvobojenimi ozemlji
Ja. Je bila strahovito pogubna. No, Strahovito pogubna, pa tudi ljudje so masovno dezertirali. Saj niso pravzaprav ničesar imeli. 120 jih je bilo v enem mesecu, 600 so jih mobilizirali, potem jih je bilo pa samo še 120, a ne, pa še med seboj so se pobijali zaradi dezerterstva ali pa česarkoli, zato ker ni bil to samo narodno-osvobodilni boj, ampak se je še marsikaj nacepali na to. Potem gre pa v Arbeitsdienst. Arbeitsdienst, to je delovne enote, ki imajo lopate na mesto pušk. Ja. Pol ga mobilizirajo na Koroškem pri sorodnikih. Ne? Ja, to so pravzaprav tele delovne enote so bile način, kako je Nemčija pripravila na vojno svoje najmlajše in tam je bila železna disciplina. In on se je tam tudi kar dobro znašel, ker, moram pa to povedati, dobro se je pa znašel zato, ker je pa on v delavskem društvu Svoboda se lahko izobraževal, lahko je boksal, igral je na odru, je stal, lahko je bral, knjižnico so imeli. Je, ne glede na to, da je bil zelo bister, so pa delavska društva takrat tudi dala neko širino in so omogočila to, da se je takle fant izobrazil in je on že kar znanjem nemščine recimo prišel, popolnoma je znal nemščino in je prišel ne samo zato, ker je bil oče koroški Slovenc, tudi zaradi drugih stvari, znal je boksati in tako, da je tudi tam se zelo dobro obnesel, da tako rečem, zavedal pa se je, že malo se je zavedal na tistih izobraževalnih, ne pravi, izobraževali so jih, propaganda je bila močna, delala je, filme so jim kazali, ampak on je že slutil, da tole pa morda ni najbolj za njega. Ves čas je hotel in je upal, da bo lahko pobegnil k partizanom, ampak partizani v resnici takrat na tako zgodne mobilizacije niso bili pripravljeni, niso jih imeli kam dati, niso imeli oborožitve, niso imeli organizacije take in so jim tudi partizani svetovali, pejte k Nemcem, pa boste potem, ko boste prišli na dopust, pobegnili. Ampak Nemci pa seveda Slovencem dopusta niso dali. In gre potem seveda na rusko fronto v enoti lovcev na tanke. Ja, gre v Čemer smo videli kar nekaj okrutnih filmov, to mora biti, mislim, tudi peklensko, da moraš prepopati mino ali pa... Nekam jo moraš vtakniti in se potem vreči nazaj v luknjo, ki si jo skopal. V luknjo, ki si jo skopal. Pa kromi gusence, pa motor nad glavo. To ne vem, koliko ton ima tak tank in to 50. Ne vem, jaz tega sem mogoče celo vedela, no, ampak sem si ogledala tele filme, kako so jih šolali za te tanke in edino tankisti so lahko dobili, za določeno število tankov so dobivali odlikovanja, to je Hitler posebej ukazal, ne. In to tankovsko bojevanje je bilo res nekaj peklenskega. Potem pa seveda ukrajinski protisovjetski, protinemški gverilci. To je bilo še preden je šel v resnici na fronto. On je pobegnil k njim, ampak ti ljudje, mislim, da so protisovjetski, protipoljski, protinemški gverilci 44. leta, ne vem koliko tisoč Poljakov potem potolkali v Ukrajini. Tako da je bil po svoje z nevarnimi ljudmi, ki pa ga niso sprejeli za svojega, ker so ugotovili, da si on želi domov, ne pa z njimi v nadaljne borbe in so ga zapustili. In je bil potem seveda obsojen na smrt, ko so ga Nemci spet dobili, a ne, in potem so ga poslali na fronto. In potem rusko ujetništvo. Ja, predal se je v mislih, ker so Sovjeti metali letake, da se lahko predajo, in si obetal, da bo dobil sovjetsko uniformo, da bodo upoštevali, da je bil skojevec, ampak tamle, ko je bila poplava nemških ujetnikov, to so jih v enem dnevu zajeli na tisoče,
in niso imeli ne želje, ne volje, da bi preštevali, kdo je kdo. Nekako so najbrž imeli svoj načrt, kaj bojo z njimi naredili. Ali pa ga sprva sploh še niso imeli. No, rusko vojno ujetništvo in seveda tam tudi neko splošno nezaupanje, tudi seveda način preživetja zaplete se seveda z eno od NKVD-jevskih oficirk, komisark. Ja. Potem delovna taborišča nekje na Kavkazu. Tako daleč. 3200 metrov, v resnici so zgradili tam cesto, on sicer ni bil na 3200, je bil malo nižje, ampak to so bile tudi ubijalske razmere, čeprav on pravi, da mu je bilo tam bolje, ker ni bil več lačen. Imeli so hrano, pravi, da so jih kar dobro hranili, seveda so najbrž tudi Sovjeti vedeli, da prazen žakelj ne stoji pokonci, pa tudi niso bili več žejni, zato ker tam so tekli potoki ob cestah in ob poteh in so lahko pili. Potem seveda, ko se reče sodelovanje s tajnimi službami pri sovjetskimi, kjer ga ta prvič tako nekako zavrbujejo za neko konspirativno nalogo, kjer se izdaja za nekoga drugega in pravzaprav poskuša ugotoviti, kdo med nemškimi ujetniki so tisti, ki kaj vedeli o atomski bombi, o raketnih sistemih Zemlja, pa o poskusih v koncentracijskih taboriščih, zato so ga izšolali v Tbilisiju in oblekali v nemško uniformo in to je bilo zelo nevarno, ker bi ga pokončali takoj, ker so tudi oni imeli svoje obveščevalce, obveščevalne službe so skozi delale na vseh straneh. On pravi, da pravzaprav nenehno prežijo na človeka in v luknji, kjer jih je v tisti protitankovski enoti 6, pravi, zagotovo je eden, ki hodi poročati. On je pa še malo bolj bil izšolan za te zadeve in da sem to lahko napisala, sem šla pravzaprav študirati eno, mislim, da magistrsko nalogo, kako se to počne. To je zdaj danes vse na spletu objavljeno, da sem pravzaprav si sploh ustvarila predstavo, kako tajne službe dobijo sodelavca, s čim ga pritegnejo, kaj pregledujejo. Psihološki profil morajo narediti zato, da vidijo, kje je šibek in kje ga lahko pritisnejo. In njemu so ta psihološki profil delali tudi na razne načine, so ga tudi preizkušali, da je tam naredil livarno v eni cerkvi, pa da je vodil skladišče, ampak vse to je vodil samo k eni stvari, ker Sovjetov ni toliko zanimala tista livarna, pa tudi jih ni zanimalo, ali bo on njim skladišča vodil, ali jih ne bo vodil, ampak medtem še tudi marsikaj v tistih skladiščih doživi, to je pa verjetno vrhunec. Kar se mi pa zdi fascinantno je, da je to človek, ki je star 20-21 let in da se pravzaprav, da je tako inteligenten, da lahko tam se postavi v vlogo enega nemškega polkovnika in si upa biti tam zaprt z najvišjimi nemškimi oficirji, ki jim purši še vedno nosijo torbe in ker hierarhija je bila tudi v taboriščih jasno, da. Sej, vemo, da ko so se vračali iz taborišč iz Sibirije, marsikdo ni prišel nazaj, ker so ga njegovi zatolkali, če so smatrali, da ni branil nemške časti tudi tam, v ujetništvu. Oni so neprestano imeli zadevo, oni najbrž zase niso mislili, da so hudi poraženci. Oziroma so ohranjali svojo hierarhijo, pa svoj pogled na stvar, ne glede na vse. Potem ga pa vrnejo pravzaprav z ostalimi vojnimi ujetniki iz Rusije,
dobro tam upravlja neke logistična dela, za katera se pokaže zelo sposoben, to je pa pravzaprav tudi njegova povojna služba, ampak tukaj me je recimo na nek način presenetila, si tukaj bolj sledila te pripovedovani zgodbi, ker po nekem, kako bi rekel, ključu bi moral seveda potem pristati na Golem otoku. Vsi so imeli strašno nezaupanje do vseh teh, ki so ne boš verjel, kakršnokoli. Govorila sem z enim našim obveščevalcem, kako to, da se to ni zgodilo. In to je tudi mene zanimalo in mi je ta človek rekel, preprosto je bilo tega preveč. In so preprosto koga tudi spregledali. Ali pa je resnično imel roko, ki ga je čuvala tudi še kasneje. Zato, ker na Golem otoku jih je bilo veliko takih, ki so bili informbirojevci, pa veliko takih, ki niso bili in pod takimi s takimi metodami, so verjetno očitno lahko koga tudi spregledali. In si pa mislim, da ga je moralo biti smrtno strah. Kaj se bo zgodilo in neprestano pa temu človeku grozi obtožba, da je izdajalec. On bi pa samo rad rešil svoje lastno življenje, ampak od vseh, kamorkoli gre, povsod preži nanj ta obsodba. In ves čas knjige, ko sem pisala, sem se spraševala, kako lahko je nekomu reči, obsoditi nekoga, da je izdajalec, pri tem pa niti mazinca nismo v njegove čevlje postavili. In kot pravi Nikolaj, kakšen človek si, izveš samo, ko je pred tabo težka preizkušnja. In pametovati, jaz pa to ne bi, jaz pa to bi, to se mi zdi popolnoma brez veze. Lahko je moralizirati v civilnih časih. No, ampak ta zgodba ni pripovedovana pravzaprav, kako bi rekel, samo objektivno, ampak je on pripoveduje pri svojih 92 letih, tam si najde, ko si logistiko za svoje prehranjevanje ureja, najde neko vdovo, ki ga posluša. In je pravzaprav tudi ves čas govoril o tem, kako je celo življenje bil pod nekimi prisegami, tudi velikrat z različnimi tajnimi identitetami, ves čas govori, kako človek ne sme izstopati, izzivati, predvsem pa ne govoriti, ne se pa spoveduje. Je to njegova osebna subverzija pravzaprav po vseh teh desetletjih molka, ali je to pravzaprav zaradi te bližine, v katero ona uspe prodrti? Jaz mislim, da on načrtno najde nekoga, ki mu bo to vse povedal, da bo za njim mogoče nekaj ostalo. Nekako njegov oseben boj proti smrti. Če bom povedal reči, bom na nek način preživel, jaz bom drugače naredil. Zaveda pa se, da zdaj pa bo umrl. Tolikrat se je smrti izognil, zdaj pa ni več heca. In vojaki na fronti, to je v resnici, se najbolj bojijo umreti sami. Najbrž se vsi ljudje najbolj bojimo umreti sami, zlasti zdaj, v zdajšnjem času. In ko je pač tehnologija umiranja čist druga, kot je bila včasih. In on načrtno najde svojo poslušalko in to pove načrtno. Da si olajša, to je ena stvar, po drugi strani si jo pridobi, zato ker spremljati nekoga, ki umira, ni lahko, čeprav se zavedaš, da boš za to nekako nagrajen. In ona nekako zaradi pripovedi ga ne more več zapustiti. Ona reče, vse bo naredila tako, da bo prav. Ne samo na koncu, ne pristane na to, da bo z njim, pa da ga bo za roko držala, ko bo prišla ta huda ura, ko bo moral iti čez, zdaj pa res dokončno. Ne samo zato, ker bo on zapustil svojo pokojnino, pa mogoče še denar, pa vikend, pa ne vem kaj še vse, ampak tudi zato, ker do njega začuti resnično naklonjenost,
To pa mislim, da resnično povezuje ljudi. Zgodbe. Takrat, ko nam človek pove svojo zgodbo, ga zagledamo drugačnega in se drugače navežemo nanj. Če nič ne vemo o človeku. In če je ta zgodba zapisana, je seveda vse to trpljenje, preoblačenje, konspiracija, ki se mi zdi, da je na nek način ključno za to knjigo. Ja. Ta permanenten strah, da si v nečem, ki zgledaš navzven nekaj, čeprav čutiš pa seveda nekaj bistveno bolj intimnega, neko čisto drugo povezavo, ki nima z vsemi temi zastavami, bojnimi formacijami in tajnimi službami nobene zveze, da je tisto potem, kar preživi to nekaj človeškega. Ta lik me na nek način spominja, samo da je Zupan ni imel, seveda ni bil nikoli mobiliziran in zmeraj je bil bistveno bolj, ampak to so te neke velike usode, ki jih poznamo, ljudi, ki so Pa Zupan, če dovoliš, je imel tudi čist drugo meščansko okolje. Ciničen, eksistencialističen. To je bil pa tam en bogfant, ki je bil, on je bil samo pravzaprav za kahle nositi, a ne pa za predviden, ampak je iz svojega življenja uspel s svojimi sposobnostmi, pa z tistimi družbenimi danostmi, ki so takrat bile. Če se spet vrnem na ta društva, na organizacijo neko, je znal vedno potegniti zase najboljš. Pa tudi v socializmu, ko ga je bilo res verjetno strah in upravičeno strah, se je pa on umaknil v svojo strokovnost in je resnično bil strokoven. On je vedel, po čem so hruške, ampak je na nek način zmagal in je dobro preživel. Niso ga poslali na Goli otok, niso ga pustili tam v nekem pasivnem kraju, da se bo pač, na koncu se je rešil tudi tistih, ki so hodili k njemu, da bi ovajal, da bi potunkal druge na montiranih procesih, je rekel, puste me, ker seveda on je imel neke sposobnosti, ki so ga naučili v Tbilisiju, kaj mora govoriti. Ampak ne glede na to se je osvobodil, je našel zaposlitev to je bil v resnici v Jugoslaviji, je bil direktorat za, mislim, da so rekli, ne vem, za kakšno proizvodno, v resnici pa prodajali orožje pa tehnologijo. Bunker je gradil Gaddafi. Ne samo Gaddafi, neverjetne stvari so počela, to je bil pravzaprav gospodarska usmeritev Jugoslavije, samo potem so jih neuvrščeni pravzaprav malo zafrknili, ker so kupili tehnologijo, potem surovin oziroma drugih stvari, pa ne več, tisto, kar so potrebovali za proizvodnjo, so začeli pa na zahodu kupovati in tukaj je nastala velika luknja. Imeli pa so, ta direkcija je imela pa v Sarajevu Energoinvest, v Ljubljani Smelt, po republikah je bilo to razdeljeno, kam bo šel kakšen posel. In to, kot sem rekla, lastnik tega je bil en sam in tisti, ki so bili tam zaposleni, so bili na varnem. On je bil tam pol na varnem, tam so ga spustili. Je lahko prosperiral zaradi svoje strokovnosti. Kakšen izziv pa je za pisateljico to, da moraš recimo pisati o razmerah v vojni, o nekih zgodovinskih premikih. To verjetno zahteva blazen neke raziskave. Če hočeš v nečem pisati, če si hočeš te stvari predstavljati, jih moraš umestiti v neko sliko. To sliko lahko dobiš pa samo preko nekih virov, po moje. Jaz sem recimo, kaj doživljajo vojaki, sem dobila na Univerzi v Leidnu, kjer sem se udeležila enega 40-urnega tečaja, seminarja o fenomenih vojne. In pravzaprav ti tam povedo vse o vojni, kako je organizirana, kaj se dogaja. To je nekaj odličnega in to bi bilo težko, če ne bi bilo tako zanimivo. In to jaz svetujem vsakemu, ki ga to zanima, ne moreš se sploh otrgati. Jaz sem si pri tem delala zapiske, morala sem si še z angleščine prevajati, ampak jaz sem neskončno uživala. To je bila ena stvar, recimo.
Omenila sem že filme nemške, učne filme. To na sekvence razrežejo, kako spleza vojak na tank ali kaj takega, kakšno orožje je. V Berlinu sem šla v muzeje, da sem si točno ogledala in nekaj motivov v knjigi je iz berlinskih muzejev. Sem si posnela recimo to čevlje na pašček, ne. So iz berlinskega muzeja. Potem sem o mobiliziranih v nemško vojsko pa o razmerah v teh delovnih enotah sem prebrala doktorsko dizertacijo. O čemer malo vemo, zmeri so neko herojstvo v vojni poudarjali, medtem ko te fante, ki so z lopatom korakali na mest s puškam, so pa nekako zginali z naše Pa ne samo, da so s puškam z lopatom korakali, ti fantje so bili potem korakajoči s puškami in so bili potem kot nemški vojni ujetniki od Francije povsod, kjer je bila nemška vojska. Tisti, ki so šli, ki so nekako se v Angliji znašli, pa so iz njih potem formirali preko morske brigade, je to še nekako šlo, ampak preko morske brigade so bile najbolj krute, ko so na Učko, recimo preko morci jurišali, so bili ustreljeni, če so se obrnili. V Crikvenici je bila bolnica za prekomorce, kjer je kri tekla po tleh, ampak ko je zmanjkalo tehle, kako bi človek rekel, tudi na partizanski strani, kanonfutra, so prišli v bolnico, so ranjence pognali nazaj na položaje. Tem ljudem, ne krivi, ne dolžni, so plačali za to, da so bili v nemških enotah, so plačali veliko ceno. In z njihovimi vojnimi odškodninami je bilo po vojni zelo žalostno. Vse imajo danes tudi društva, no. Jaz sem si tudi ta njihova pričevanja brala, kako je bilo. Kako si pa jezikovno zastavlja? Ti imaš dva pripovedovalca. En je ta, ki je pravzaprav zdaj že oborožen z vso to zgodovinskimi dejstvi, hkrati imaš pa seveda Nikolajeva neposredna pričevanja, ki govori ampak vidimo, da je to neka kljub vsemu visoko artikulirana zborna govorica. Danes, ko gledamo recimo oddaje Spomini, pričevalci in podobno, vidimo koliko enih mašila, ki jih uporabljava tudi midva zdajle, ne? Tega si se zgleda očitno Ja, ta človek je pa v resnici zborno pripovedoval. On je bil bralec in nastopajoč na tehle ljudskih odrih. In jaz sem opazila eno stvar, ne vem, če si jo ti tudi, da ljudje, ki so stari 90 let in so se šolali recimo še v kraljevini, bodisi da so hodili tako kot tale moj v strokovne šole ali pa v meščanske šole ali pa v gimnazije, oni govorijo zborno, ker so govorili tudi njihovi profesori zborno. In jaz sem presenečena, kadar slišim kakšne starce govoriti, ker jaz sem profesorica slovenščine, pa zardevam spričo njihove govorice marsikdaj. Jaz mislim, da je to seveda knjiga, ki govori o neki o tistem posamezniku skozi zgodovino, ki ga zgodovina pravzaprav pozablja, ne? Mi zmeri vidimo samo zgodovino skozi bitke, velike bitke, Kursk, obleganja, umike, napade in podobno. Tukaj imamo pa pravzaprav neko zelo eksistencialno pozicijo, ki je pa ves čas strašljiva, grozljiva. Jaz upam, da bo ta knjiga tudi meni deluje izrazito protivojno in protiideološko. Je to jaz sem najprej imaš ideologijo, pol imaš pa vojno, ne? In jaz sem res proti ideologijam takim ali pa drugačnim. Predvsem se mi pa zdi, da ko so pahnjeni v vojno, so razlike kakšnega ideološkega prepričanja si absolutno nepomembne. In kot sem malo raziskovala, moram povedati, da kar se tiče razmer v nemški vojni za vojake,
so bile boljše kot recimo pri Sovjetih. Sovjeti, veš, da so, ne vem, dobro tudi niso imeli, ampak partizanske enote so porabljale ljudi veliko hitreje, pa včasih tudi ne čisto upravičeno. Zato je pa toliko milijonov padlo, pravzaprav točno. Nemci so, to je pa zdaj tisto mrtvi, to plačilno sredstvo, na tehtnici zgodovine, kdo je bil bolj, to barantanje z mrtvimi se zgodi v vojnah in Nemci svojih vojakov so jih pazili. In tudi, ko si bil ti nemški vojak, je bilo vseeno, kakšne narodnosti si. Ta moj ni bil pač nič niso ni bil deprivilegiran zato, ker je bil Slovan. Ne, ni bil nič deprivilegiran, bil je pod budnim očesom, ustrelili bi ga takoj, če bi bežal, zaradi tega, ker so sumali in slutili, da je dezerter, da mu to ni všeč. Če bi pa se on pokoraval, bi pa njega še bolj čuvala. Mislim, čuvali. Pač, kot so čuvali svoje vojake, Pri tej zgodbi človek v primežu ideologije pa hecam, da pravzaprav pa to sentimentalno, intimno plat je pa pravzaprav nekako v drugem planu, ima sicer tam neke zaročenke, ki so potem izdane na nekem partijskem sestanku, ima ljubezensko zvezo z to oficirko, komisarko NKVD-ja. Ampak pravzaprav ti kažeš posameznika bolj v nekem realističnem, ne v sentimentalnem planu. Ker neke stvari pa pravzaprav zaljubljanja, strahovi pred boleznimi, lakotami in to pa ostanejo ne glede na... Zdaj znano je, da človeku do spletanja gnezd ljubezenskih ni, dokler je lačen, pa dokler je v nevarnosti. Na to ne moreš misliti, to je že Maslov s svojimi motivi zdavnaj pogruntal, kako gre to hierarhično, katere potrebe najprej zadovoljimo. In ravno zadnjič sem gledala filme o italijanskih koncentracijskih, film o teh italijanskih koncentracijskih taboriščih in je rekel en verjetno kmet z Dolenjske, strah ostane. In on, ki se je dobro zavedal vseh teh nevarnosti, ker je bil poučen o njih in on je tam neke papirje podpisal. On ni vedel, kdaj bodo prišli po njega, kaj se je s tistimi papirji zgodilo, kje je njegova vojaška knjižica sovjetska. A to zdaj kdo ve? A tega nihče ne ve? A se bojo tam zbudili pa rekli, hej, zdaj si pa ti na taki pa taki službeni dolžnosti, a boš pa ti nam mal povedal, kaj vi tamle gradite pri neuvrščenih. To je bil njegov večen strah. In ta strah pol poje intimo. Jaz mislim, da da se pravzaprav noče vezati, prav, jaz nočem ni hotel imeti otrok, zato ker ko imajo tvoje otroke, zanje narediš vse. In se mi zdi, in te imajo za kaj držati. In te imajo za kaj držati, kar rečejo, se ti lahko narediš po svoje, ampak pa bomo tudi mi naredili po svoje. Mislim, da je ta Nikolajeva zgodba fascinantna, dejansko obsega v bistvu vse norosti 20. stoletja. Jaz mislim, da lahko skleneva s tem, da rečeva, upamo, da se ne bo ponovili in da bojo seveda bralci knjigo z veseljem brali. Nažalost, nobena knjiga ne more vplivati na to, ali se bo ponovila ali ne, ker če bi mi lahko predvidevali zgodovino, se ne bi to dogajalo. In se ne bi ponavljalo. Ampak se ponavlja in se iz zgodovine ne moramo ničesar naučiti, zato ker je tudi ne moramo predvideti. Zgodovino tvori toliko mehkih dejstev, ki jih mi sploh ne poznamo. In to ni matematika. Delcev je preprosto preveč in ta zgodovina, ki jo imamo mi za svojo zgodovino, ki smo jo pripoznali za svojo, to je pravzaprav konstrukt in se vedno poveza nazaj. Če bi se lahko povedala za naprej, potem bi bili zmagovalci. Ali pa bi kričali od groze. Ali pa bi kričali od groze, nekaj bi se zgodilo, ampak
ti ne moreš vedeti, kaj se bo nama zgodilo v naslednji minuti, v naslednjih urah in iz tega se dela zgodovina. Tako da jaz si ne delam utvar, da bo ta knjiga prispevala kaj k temu, da se ne bi ponovilo. Če bo pa kakšen človek razumel, kaj so ideologije, pa kakšno zlo so, bo pa dosegla svoj namen. Pa tudi, če jo bojo samo brali, pa bojo uživali v njej. Mirana, hvala za pogovor in veliko zadovoljstva ob nadaljnjem delu. Hvala tebi za povabilo in za prijetne vprašanja.